Vsi popolnoma spregledate genialnost dogovora o pogajanjih z Iranom, ki se bo morda uresničil v naslednjih nekaj dneh, ali pa tudi ne. Tudi če se ne bo, smo priča strateškemu premiku, ki ga nihče ni napovedal. Zadnjih nekaj dni je bila zgodba, ki se oblikuje v večini medijev, precej enotna. Trumpa so pretentali. Nekdanji uradniki, ki so podpirali to vojno, zdaj javno pravijo, da je bilo vse, kar je bilo doseženo v operaciji Epski srd, zaman. Da je dogovor na mizi šibek in da Iran iz tega izhaja močnejši, kot je bil, ko je vstopil. In iskreno, če povedamo površinsko, kar je bilo poročano, ima ta argument kar nekaj teže. Islamska republika še vedno stoji. Iranski balistični izstrelki, več 10 tisoč njih, od katerih so nekateri med to vojno dokazano dosegli cilje v zahodnji Evropi, niso del nobenih trenutnih pogajanj. Obogateni uran se preloži v 60-dnevno obdobje, za katerega je Iran že javno nakazal, da ga nima namena spoštovati. Milijarde zamrznjenih iranskih sredstev se potencialno odmrzujejo, kar režimu prinaša pomembno finančno olajšanje, prav v trenutku, ko se je začel soočati z resnim notranjim pritiskom. In ko je bilo razglašeno premirje, so iranske državne institucije razglasile zgodovinsko zmago, kar običajno ni nekaj, kar naredi tvoj sovražnik, ko je poražen. Tako da kritiki si stvari ne izmišljajo in del tega dogovora je resnično šibek. Ampak popolnoma spregledajo širšo sliko. Saj naši politiki ponovno igrajo šah na 60 ravneh, mi pa se še vedno učimo pravil. Dobrodošli na Mirocation JNS TV. Poglobimo se takoj. Začnimo s telefonskim klicem, ki ga nihče od nas ni zares razumel. Vsi se spomnimo aprila, ko je Trump prvič postavil rok, Iran pa se ni držal ničesar. Vojaška operacija je bila v celoti odobrena. Čakali smo na napad, nato pa so Saudska Arabija, Katar in ZAE poklicali Trumpa z enotnim sporočilom. Dajte priložnost pogajanjem, ker če boste ponovno napadli Iran, bomo vsi plačali ceno zaradi iranskega povračila in si tega trenutno preprosto ne moremo privoščiti. Trump je, presenetljivo, popustil. Takrat se je zdelo precej nedolžno. Potem pa je prišel še drugi klic maja, ko je bil odobren še večji napad, načrtovan za naslednji dan, in tokrat sta poklicala pakistanski načelnik vojske in predsednik vlade. Takoj za njima pa so sledili isti voditelji iz zaliva z enakim sporočilom in enako nujnostjo. Trump je ponovno popustil. To je nekoliko nenavadno. Lahko bi preprosto domnevali, da je denar teh držav opravil delo namesto njih. A spet smo vsi spregledali, kaj je Trump v resnici počel. Preden pa pridemo do tega, poskusimo razumeti, kaj je Iran mislil, da počne, ko je med to vojno ciljal na zalivske države. Ker se je zdelo nenavadno, da se je Iran tako močno osredotočil na države, ki v resnici sploh niso bile vpletene v zaostrovanje med ZDA in Izraelom. Kakšna je torej logika? Iran je namreč vedel, da so Saudska Arabija, Katar in Združeni arabski emirati preveč gospodarsko izpostavljeni in politično ranljivi, da bi se lahko sami vojaško odzvali. To uniči njihovo turistično industrijo in prizadene naftno industrijo, kar jih zelo boli. Torej je bil izračun takšen, da jih udarijo dovolj močno in jih dovolj prestrašijo, da bi pritiskali na Ameriko, naj ustavi bombardiranje Irana. Uporabiti zalivske države kot blažilnik med Teheranom in Washingtonom. Pravzaprav je bila to smiselna strategija in dvakrat je delovala točno tako, kot je Iran načrtoval. Ampak ali je bila to res zmaga, za katero so Iranci mislili, da je? Ne, ker so, ne da bi se tega zavedali, igrali naravnost v Trumpove roke. Kajti tukaj je tisto, česar Iran ni upošteval. Vsakič, ko so te voditelji iz zaliva poklicali Trumpa in ga prosili, naj se zadrži, so mu pokazali, kako obupan je njihov položaj in mu na najbolj neposreden način povedali, kaj potrebujejo od njega in kako zelo to potrebujejo. Saudska rafinerija Ras Tanura, ena največjih naprav za predelavo nafte na svetu, je bila bombardirana. Kraljevina je v prvem četrtletju beležila primanjkljaj v višini 33,5 milijarde. Njihova gospodarstva so v resnih težavah in njihova mesta so pod raketnim alarmom. In položaj nadzorovane nevtralnosti, ki so ga te države vzdrževale desetletja, se je popolnoma zrušil pod vztrajnimi iranskimi napadi. Ko so zalivske države pritiskale na Trumpa, so mu v resnici dale vzvod. Kajti, če karkoli veste o tem, kako Trump deluje v pogajanjih, potem veste, da je ta dolg zanj vse. In dali so mu ga. Ko je v nedeljo, 25. maja, Trump na Truth Social objavil, da je iranski dogovor v veliki meri že izpogajan, je bilo v tej objavi nekaj, česar zahodni mediji skoraj povsem niso pojasnili svojemu občinstvu. Ni pomembno, da je ta dogovor trenutno še zelo daleč od sklenitve, kar ni presenečenje.
Vendar podrobnosti tega dogovora zmedejo in šokirajo veliko ljudi, zato jih je res pomembno razumeti. Razglasil je, da je obvezno, da vsaka država, vključena v okvir dogovora, in govorimo o Saudski Arabiji, Katarju, Pakistanu, Turčiji, Egiptu, Jordaniji in Bahrajnu, hkrati podpiše Abrahamove sporazume, okvir za normalizacijo in mir med Izraelom in arabskim svetom. To bomo kmalu podrobno razložili. In na to je, v verjetno najbolj drzni diplomatski izjavi zadnjih desetletij, povabil celo Iran, rekoč, da bi bila čast, če bi Iran postal del tega, kar je imenoval neprimerljiva svetovna koalicija. In na to so se vsi osredotočili. Kako nor je Trump spet? Iran v Abrahamovih sporazumih. Mislim, Islamska republika, ki od leta 1979 vzklika smrt Izraelu. Njena celotna zunanjepolitična identiteta temelji na stališču, da Izrael nima pravice do obstoja. Povabljena, da podpiše mirovni okvir z Izraelom, kot cena za končanje vojne, ki jo mora Islamska republika nujno ustariti. Očitno govori ljudem v Iranu, jih znova spodbuja naj strmoglavijo republiko in se osvobodijo ter končajo z dogovorom z Izraelom. Toda drznost te zahteve je očitno predstavnike teh držav dejansko pustila brez besed, ko je to zahteval od njih. Mislim, si lahko predstavljate ta telefonski klic? Mirovni dogovor z Izraelom v zameno za mir z Iranom? Povejmo si nekaj jasno. Turčija ne bo podpisala in Iran pod Islamsko republiko tudi ne bo podpisal. In mislimo, da Donald Trump to zelo dobro ve. Če na začetku pogajanj zahtevaš absolutni maksimum, s tem poskrbiš, da tisto, kar na koncu dobiš, izgleda kot razumen kompromis, čeprav je v resnici ogromen premik. Ne meri na te države, ampak na Saudsko Arabijo, Pakistan in morda Katar. In zakaj je to tako pomembno? No, da to pojasnimo, moramo razumeti, kaj so pravzaprav Abrahamovi sporazumi. Septembra 2020 sta na zelenici Bele hiše Združeni Arabski Emirati in Bahrajn podpisala popolne sporazume o normalizaciji z Izraelom. Maroko in Sudan sta sledila, celoten dogodek pa so poimenovali Abrahamovi sporazumi po našem skupnem predniku v judovski, krščanski in islamski tradiciji. Pomen tega je ogromen, saj je bilo stališče arabskega sveta zadnjih 75 let od ustanovitve Izraela leta 1948 dosledno. Nobena arabska država ne bi priznala Izraela, vsaj dokler ne bi najprej nastala palestinska država. Spomnimo se, da je Egipt to prekinil leta 1979, kar je bil velik dogodek. Jordanija je to storila leta 1994, nato pa se naslednjih 26 let ni pridružil nihče drug. Zdelo se je, da je to sprejeto dejstvo. In potem so Abrahamovi sporazumi popolnoma porušili logiko, ki je ohranjala to stališče. Saj so te države pogledale svojo dejansko situacijo in ugotovile, da njihov pravi strateški problem ni Izrael, ampak Iran. In Izrael je bil ravno tista država, ki se je najbolj zavzemala za soočenje z isto grožnjo, ki so jo te države tiho in obupano želele zajeziti. Kar je sledilo, je bilo izjemno pomembno. Trgovina med Izraelom in Združenimi Arabskimi Emirati je v 5 letih zrasla z ničle na 4 milijarde dolarjev letno. Sklenjen je bil posel z zemeljskim plinom v vrednosti 36 milijard dolarjev med Izraelom, Egiptom in njihovimi ameriškimi partnerji. Zasebne tehnološke naložbe med državami sporazuma so v enem letu poskočile za 431%. Skupna vlaganja v umetno inteligenco, kibernetsko varnost, kmetijstvo in obrambo pa so postala nekaj običajnega. Pogosto spregledano dejstvo je, da arabske države s podpisom niso naredile usluge Izraelu. Želele so dostop do tega, kar je Izrael zgradil. Saj je Izrael, država velika kot New Jersey, brez nafte in obkrožena s sovražnimi sosedi že od ustanovitve, nekako postal ena tehnološko najbolj naprednih držav na svetu. Te države so razumele, da vztrajanje pri sovražnosti do Izraela se ni izplačalo v primerjavi z vsemi koristmi, ki bi jih lahko pridobile s podpisom dogovora. Za Saudsko Arabijo še posebej, ki skuša zgraditi celotno postnaftno gospodarstvo s svojim programom Vizija 2030 in je namenila 100 milijard dolarjev, da postane svetovno tehnološko središče, dostop do izraelskih inovacij ni le diplomatska vljudnost. To je nekaj, do česar so bili 75 let izključeni in kar resnično, iskreno potrebujejo. A globi pomen sporazumov ni bil nikoli zgolj gospodarski. Pomembno je bilo, kaj to pomeni za Iran. Vpliv Irana na Bližnjem vzhodu nikoli ni temeljil zgolj na vojaških zmogljivostih, čeprav so te zmogljivosti resnične in resne. Temelj vsega, kar Iran počne v regiji, je njegova sposobnost novačenja, zbiranja sredstev, destabilizacije sosednjih vlad in postavljanja sebe kot voditelja, ki mu je vredno slediti. Sloni na politični in verski pripovedi.
Ta pripoved pravi, da je muslimanski svet enoten v zavračanju Izraela in da je Iran pravičen zagovornik tega stališča in da vsaka arabska vlada, ki se približuje Izraelu, izdaja islamsko zadevo. Ta zgodba, ta izmišljena zgodba je tisto, kar Iranu daje regionalni vpliv, mu omogoča novačenje in mu doma upravičuje, da desetletja porablja vire svojega ljudstva za tuje konflikte namesto za lastno državo. Pomembno je poudariti, da to ni stališče, ki bi ga univerzalno zagovarjali v celotnem islamu. Obstajajo pomembni glasovi znotraj islamske učenosti, ki že dolgo trdijo, da je sovražnost do obstoja Izraela politična konstrukcija in ne resnična verska zahteva. In ti glasovi so pridobili na verodostojnosti, ko se je izkazalo, da je normalizacija mogoča in se ni zgodilo nič katastrofalnega. Toda bolj kot se to mnenje normalizira, bolj postaja Islamska republika odvečna, kar je pravzaprav razlog, zakaj je Iran ukrepal, da to ustavi. Pred 7. oktobrom 2023 naj bi bil mirovni sporazum med Savdsko Arabijo in Izraelom oddaljen le še nekaj tednov od podpisa. Okvir je bil že pripravljen in neuradni kanali so bili aktivni. Jahja Sinvar je to javno povedal 5 dni pred napadom, da normalizacija odnosov med Savdsko Arabijo in Izraelom pomembno napreduje in da je to tisto, kar je bilo treba ustaviti. In potem je Hamas sprožil to, s čimer smo se vsi žal že seznanili. 7. oktober je bila premišljena operacija, načrtovana več kot 2 leti, po dokumentih najdenih v tunelih v Gazi, posebej zasnovana za uničenje zagona proti dogovoru med Savdsko Arabijo in Izraelom, da bi Izrael ponovno postal agresor v očeh muslimanskega sveta in da bi normalizacijo naredili politično nemogočo za kateregakoli muslimanskega voditelja, medtem ko Gaza gori. Za Hamasom je stal Iran, ne nujno za sam napad, ampak na splošno. Njegovo usklajevanje, viri in strateška usmeritev so bili tam zato, ker naj bi se borili za ohranjanje palestinske zadeve pri življenju, s tem pa preprečeval normalizacijo, saj normalizacija dokazuje, da palestinska zadeva ni več v ospredju. Če bi Savdska Arabija podpisala Abrahamove sporazume, bi to pomenilo začetek konca vsega, na čemer temelji obstoj Islamske republike. Če varuh najsvetejših islamskih krajev odloči, da Izrael ni nujno sovražnik, Iran izgubi razlog, ki je 45 let upravičeval njegov obstoj kot revolucionarne države in vsakršna trditev o vodstvu preprosto izgine. Ker ima Savdska Arabija izjemen pomen v arabskem svetu. Zato je Iran leta 2023 uporabil Hamas, da je preprečil dogovor s Savdsko Arabijo. Dogovor je propadel, sledila je vojna in nekaj časa je kazalo, da je Iran učinkovito obvladal situacijo. Žal so se zelo motili. Zdaj, da bi jim zagotovil dogovor, ki ga tako obupano potrebujejo, Trump zahteva dogovor s Savdsko Arabijo, poleg tega še s Pakistanom, Katarjem in celotnim muslimanskim svetom kot ceno za končanje vojne, ki so jo začeli 7. oktobra. Ironija tega je res težko preveč poudariti. Mislim, to je mat vseh matov. Da bo jasno, Iran ni bil tisti, ki je spodbudil Hamas, da začne to vojno. To je bila odločitev Hamasa. Vendar je Iran financiral Hamas in ideologije so enake. Torej, zakaj so bile posebej izbrane Savdska Arabija, Pakistan in Katar? No, uradni naziv savdskega kralja je varuh 2 svetih mošej, varuh Meke in Medine. In verska avtoriteta, ki jo ima med ena vejica 8 milijarde muslimanov po vsem svetu, je edinstvena. In je morda ni noben drug politični položaj na svetu. Mislim, morda bi to lahko primerjali s papežem. Savdska Arabija s podpisom sporazuma o normalizaciji z Izraelom ne bi zgolj dodala še ene države na diplomatski seznam. To bi bila izjava najvišje verske avtoritete v sunitskem muslimanskem svetu, da je konflikt z Izraelom končan in da prihodnost muslimanskega sveta ni več organizirana okoli nadaljevanja tega boja in da trditev, da celoten muslimanski svet stoji za iranskim odporom, preprosto ne zdrži več. Rekla bi, da je to precej pomembno, da niti ne omenjam, da pravijo, končali smo s to palestinsko stvarjo, vse nas je izčrpala. Pakistan ima popolnoma drugačen pomen, ker Pakistan ni arabska država, ampak je muslimanska država z 240 milijoni prebivalcev, 5. najbolj naseljena država na svetu in edina jedrska sila z muslimansko večino na svetu. In njeni potni listi imajo od leta 1948 neprekinjeno že 77 let žig z napisom "Ni veljavno za potovanje v Izrael". Če Pakistan podpiše, gre signal v vsako muslimansko državo na svetu, od Indonezije do Malezije, Bangladeša do Zahodne Afrike, ne samo v arabske države. Jasno sporočilo, da je soglasje, ki je veljalo zadnjih 77 let, končano.
In Pakistan je vedno zasebno govoril, da bi razmislil o spremembi, le če bi se najprej premaknila Saudska Arabija. Saj podpora Saudske Arabije daje drugim muslimanskim državam politično in versko kritje, da sledijo, kar pomeni, da podpis Saudske Arabije ne prinese le Saudske Arabije. To potencialno odpre vrata vsem ostalim, ki so čakali na ta signal. Katar je najtežji za razumevanje, če ste to regijo spremljali že dlje časa. Ker Katar ni le dolga leta gostil politično vodstvo Hamasa, ampak je tudi financiral palestinske skupine in infiltracijo na Zahod. In celotna regionalna identiteta Katarja temelji na ohranjanju odnosov z vsemi in neizbiranju stalnih strani. Hkrati pa v ozadju spodbuja zelo nevarno ideologijo. Če Katar podpiše Abrahamove sporazume, bo država, ki je Hamasu dala dom, uradno v okviru normalizacije odnosov z Izraelom. Osebno menim, da je Katar sovražna država Izraela in bi ga morali kot takega tudi razglasiti, vendar bi bil to zelo nenavaden preobrat, ne le za Izrael, ampak za celoten Zahod. Bi Katar javno napovedal, da spreminja svojo strategijo? Zanimivo bi bilo to videti. Ampak zakaj bi katera od teh držav sploh podpisala? Iskreno vprašanje je, zakaj bi katera od teh držav o tem sploh razmišljala zdaj, ko pa tega niso storile desetletja? In odgovor ni ameriški diplomatski pritisk, niti ni spremenjeno stališče do Izraela. Odgovor je v tem, kar je Iran storil tem državam med vojno. Spet ironija. Desetletja je bilo nasprotovanje Izraelu za te vlade povsem brez posledic. Prinašalo jim je versko in politično naklonjenost. To je Iran zadrževalo, da jih ni neposredno napadal. Nikoli ni bilo treba dejansko kaj storiti ali se boriti proti komorkoli. Palestino so lahko podpirali v govorih, ne da bi to na kakršenkoli pomemben način vplivalo na njihova življenja ali gospodarstva. Ampak Iran jih je vseeno napadel. Saudske rafinerije, mesta v Zaje, infrastruktura Emiratov, ladijski promet v zalivu. Iran je napadal vse to. In to celo v obdobjih premirja, ko so droni napadli rob jedrske elektrarne v Zaje med domnevnim premorom sovražnosti. Te vlade so med to vojno ugotovile, da jih njihova nevtralnost pravzaprav ni ščitila pred ničemer. Zato se zdaj ne sprašujejo več, kako ostati nevtralni, ampak kako zagotoviti, da nikoli več ne bodo v takem položaju. In praktičen odgovor na to vprašanje vključuje formalno povezovanje z varnostno arhitekturo, ki je najbolje zasnovana za odvračanje Irana. V teh sporazumih ni nobene obveznosti, da bi se borili v izraelski vojni. Ničesar, kar bi spominjalo na zavezo v slogu NATO. Ko je Iran aprila 2024 izstrelil 300 dronov in raket na Izrael, sta Saudska Arabija in Združeni arabski emirati tiho delila radarske sledilne podatke. In pomagali prestreči iranske izstrelke, to storili na skrivaj in javno, naslednje jutro pa to zanikali. Ker iranske rakete, ki potujejo proti Izraelu, prečkajo saudski zračni prostor. In njihovo prestrezanje je ista obrambna operacija, ne glede na to, na katero državo so usmerjene. Geografija naredi iz tega en problem, ne dveh ločenih. In Izrael je pomagal Zaje med to nedavno vojno z Iranom, tako da jih je zaščitil in jim dal tehnologijo za obrambo pred droni. Sodelujemo. To formalizirajte z integracijo skupnega vojaškega poveljstva, skupnimi sistemi za obrambo pred raketami, obveščevalnimi mrežami in sodelovanjem na področju kibernetske varnosti. In kar se s tem ustvari, je koalicija držav, ki jih združuje skupni strateški interes, da preprečijo Iranu regionalno prevlado. In ta koalicija, ki združuje versko avtoriteto Saudske Arabije, jedrski status Pakistana, gospodarsko moč zalivskih držav ter vojaške in tehnološke zmogljivosti Izraela, predstavlja odvračalni položaj, ki je v osnovi povsem drugačna od vsega, s čimer se je Iran doslej dejansko soočil. Soočiti se z Izraelom, ko ima ameriško zavezništvo svoje zapletene politične razsežnosti, je ena stvar. Soočiti se s celotno to skupino držav, skupaj s koalicijo, ki jo združuje skupno razumevanje, kaj Iran v resnici je in kaj želi, pa je nekaj povsem drugega. In razlika med tem zavezništvom in ZDA kot zaveznico je ogromna. A k temu bomo prišli čez trenutek. A v ozadju vsega tega je gospodarski koridor Indija-Bližnji vzhod Evropa, IMEC, predlagana infrastrukturna in trgovska pot, ki povezuje Indijo z Evropo prek ZAE, Saudske Arabije, Jordanije in Izraela. Zasnovan je tako, da tekmuje s kitajsko pobudo pasu in ceste. In namerno izogibanje Iranu postane izvedljivo šele v okviru razširjene normalizacije, kar pomeni, da se gospodarska in varnostna arhitektura gradita kot ena celota, ne kot dve ločeni stvari. Ker je iranski nadzor nad Hormuzsko ožino problem, za katerega vsi razumejo, da ga je treba rešiti. Toda takšna mirovna pogodba bi lahko potencialno rešila tudi to. Torej,
Ali bi bil dogovor dober za Izrael, je vprašanje, na katerega moramo odgovoriti, saj ni tako preprosto. Kratkoročno, ta dogovor ni tako dober za Izrael. Preprosto povedano, obstoj Islamske republike pomeni, da je Izrael v nevarnosti. Izrael je želel, da bi bila Islamska republika odstranjena z oblasti in pomembne ameriške vojaške zmogljivosti so bile uporabljene v tej vojni, ki jih Izrael sam nima. In režim je še vedno tam, z nedotaknjenimi balističnimi raketami in z možnostjo občutnega finančnega olajšanja. In ne, Izrael ne nadzoruje ameriške zunanje politike. To je bila Trumpova odločitev, sprejeta na podlagi ameriških gospodarskih in političnih izračunov, Izrael pa je v tem odnosu mlajši partner. Nekaj, kar je v tem trenutku postalo zelo jasno. Netanjahu mora zdaj izraelski javnosti, ki je podpirala to vojno in si želela, da bi šla še dlje, pojasniti, zakaj bi se lahko končala na tak način, kar pa ni udoben položaj za nekoga, ki je svojo celotno politično identiteto zgradil na tem, da je varuh izraelske varnosti. Ampak, in to poudarjam, dolgoročni pogled je resnično drugačen in zahteva sprejetje nečesa, s čimer se veliko ljudi težko sprijazni. Izraelci so to morali storiti s Hamasom v Gazi, zdaj pa bodo morda morali to storiti tudi z Iranom. Islamska republika je revolucionarna ideologija, vgrajena v celoten državni aparat, v IRGC, v izobraževalne sisteme in verske strukture države. In 45 let ameriškega pritiska prek sankcij, atentatov, kibernetskih napadov in vojaških akcij je ni končalo. 6 tednov bombardiranja je ni končalo. Jedrske objekte lahko uničite, pa jih bodo ponovno zgradili. Posamezne voditelje lahko odstranite, pa se bodo pojavili novi. Vsaka administracija, ki je poskušala obračunati z Islamsko republiko, jo je pustila še vedno na nogah, kar prej ali slej neha biti presenečenje in postane pomembna informacija o realnosti, ki jo moramo sprejeti. Vprašanje postane, kaj pravzaprav narediš glede grožnje, ki je ne moreš preprosto fizično odpraviti, ker je ideološka. In odgovor, h kateremu Trump očitno stremi, je ustvariti regionalno situacijo, v kateri bo Iran strateško izoliran na način, kot še nikoli prej. Kjer sta varuh Meke in edina muslimanska jedrska sila na svetu uradno v miru z Izraelom. Kjer je koalicija držav, ki imajo svoje razloge za omejevanje Irana, usklajena proti njegovim regionalnim ambicijam. In kjer politična pripoved, da celoten muslimanski svet stoji za tem, iranskemu odporu ni ostalo nobenega občinstva, ker so se najvplivnejši glasovi muslimanskega sveta premaknili v popolnoma nasprotno smer. Taka koalicija, zgrajena na skupnem strateškem interesu in zelo globokem razumevanju tega, s čim se soočajo, namesto ameriškega pritiska s svojimi lastnimi odvračalnimi ukrepi, težo in regionalno legitimnostjo, zagotavlja dolgoročno zaščito pred morebitnim ponovnim vzponom Irana. To ni odvisno od tega, kateri ameriški predsednik je na položaju, kar je dodaten genialen vidik te poteze. Bližnji vzhod bi bil za svojo varnost odvisen od samega sebe, ne od ZDA, ki so se ne pod Trumpom izkazale za zelo nestanovitne. Trump je ves ta čas razmišljal dolgoročno in gledal v prihodnost ter opazoval, kam piha veter ameriškega mnenja. Zato se je odločil, da potrebujete nekaj bolj konkretnega kot le ameriško podporo Izraelu. Ko Izrael še naprej razvija svojo vojaško neodvisnost od Združenih držav, mu to daje večjo svobodo, da ukrepa na podlagi lastne ocene groženj. Zalivske države, ki si z Izraelom delijo razumevanje, kaj Iran v resnici predstavlja, se bodo morda vse bolj usklajevale s to sposobnostjo, namesto da bi ji nasprotovale. In kar je še pomembneje, prihodnost Irana ni odvisna le od tega, ali Amerika razume grožnjo, temveč predvsem od ljudi, ki vedo, da je to res. To je tisto, kar naredi ta trenutek resnično pomemben, ko pogledamo celotno sliko, kako se je vse skupaj sestavilo. Leta 2023 je Iran uporabil Hamas, da je uničil savdsko-izraelski mirovni dogovor, ki je bil le nekaj tednov oddaljen od podpisa in sprožil najhujši pokol Judov po holokaustu, prav z namenom, da ustavi arabsko-izraelsko normalizacijo in ohrani svoj položaj kot vodilni zagovornik muslimanskega odpora. Uspelo jim je, dogovora ni bilo več. Sledila je vojna in Iran si je s tem pridobil čas. Toda vojna, ki je sprožil 7. oktober, se zdaj uporablja kot vzvod za zahtevanje nečesa veliko večjega od dogovora, katerega preprečitvi je Sinvar žrtvoval življenje. Medtem ko so se poročila osredotočala na to, ali je bil Trump preigran pri podrobnostih premirja, spet premirja, ki bo verjetno odveč, se je v ozadju oblikovala dolgoročnejša računica. Ta temelji na spoznanju, da Islamska republika ne bo izginila zgolj z vojaškim posredovanjem.
In okno največjega pritiska, ki ga je ustvarila ta vojna, je bilo morda edini trenutek, ko je bilo mogoče izsiliti nekaj trajnega od držav, ki so bile končno dovolj obupane, da bi to resno razmislile. To je delo Irana. Bo uspelo? Iskreno smo še zelo daleč od podpisa dogovora. Iran se že umika od zavez, ki jih je sprejel prejšnji teden. Katar je leta in ogromna sredstva vlagal v gradnjo regionalne identitete, ki temelji prav na tem, da se razlikuje od tovrstnih povezav. In Savdska Arabija se trenutno sooča z 99% domačim nasprotovanjem normalizaciji. In mislim, da Izrael ne hiti navdušeno v formalna partnerstva z državami, ki so še pred kratkim financirale njegove sovražnike. Med tem, kjer smo danes in čemarkoli, kar spominja na to, kar opisuje Trump, so resni in zapleteni koraki. In vse to se lahko popolnoma sesuje. Ampak vprašanje se je resnično spremenilo. Islamska republika je ideja. In ideje se ne končajo zaradi vojaških kampanj. Sprejeti to realnost, namesto da bi se borili proti njej, pa se zdi, da je pravzaprav bistvo dolgoročne igre tukaj. Vzpostavitev koalicije držav, ki imajo vse razloge, da zadržijo Iran, je drugačna vrsta odgovora na isti problem, ki se že 45 let upira vsem drugim rešitvam. In če je bilo to namen tega vse od začetka, če je bil to načrt, ki je ves čas potekal pod hrupom pogajanj o premirju, medijskim cirkusom in kritikami Trumpovih lastnih zaveznikov, potem je edino vprašanje, ki nam res ostane. Kaj še ima v načrtu? Sem Aira Kej in se vidimo naslednjič.